Celjski župan Bojan Šrot z ministrom Vrtovcem tudi o gradnji celjske vzhodne obvoznice. Gradnja prizidka k osnovni šoli Hudinja je v zaključni fazi. Celjska občinska delegacija na obisku v Doboju in Slavonskem Brodu. Celjani in Trebanjci so si v Zlatorogu razdelili točki. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot je na delovnem obisku gostil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, direktorico Direkcije za infrastrukturo Liljano Herga in Valentina Hajdinjaka, predsednika uprave Darsa. Na sestanku so govorili o možnosti realizacije največjih projektov na področju cestne infrastrukture v celjski občini v prihodnjih letih. Celjski župan Bojan Šrot je v sklopu delovnega obiska na celjski občini gostil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca z ekipo. Dogovorili smo se za celo vrsto projektov, predvsem na avtocestni strukturi, infrastrukturi, nekaj v zvezi z zemljišči. Veliko časa smo namenili aktivnostim na področju naše vzhodne obvoznice oziroma obvoznice v smeri Laškega sever-jug. Moram reči, da je sestanek bil zelo konstruktiven, da smo z rezultati zadovoljni, da smo pravzaprav ugotovili, da nimamo nerešljivih problemov in da se vse odvija z načrtovano dinamiko. Največ časa sta namenila vzhodni obvoznici, ki bo Celje razbremenila tranzitnega prometa. Trenutno je projekt ocenjen na preko 60 milijonov evrov. Vzhodno obvoznico smo se dogovorili, da jo bo mestna občina z svojimi prostorskimi akti umestila. Določili smo pravzaprav makrolokacijo, ki je dogovorjena, narejene so tudi že idejne rešitve. Dinamika izgradnje pa pade tam nekje v leto 2025-2026, ker bi se vse skupaj naj začelo. Sočasno bo pa seveda potekalo tudi načrtovanje celega poteka trase, kjer je predvidena tunelska povezava, podvoz pod železnico, tudi nov most na koncu naselja Polul, tako da tudi tu je precej projektantskega dela še potrebno upraviti. Pogovarjala sta se tudi o načrtovani izvedbi rondoja in sistema Park and Ride pri avtocestnem priključku Celje Center, o izvedbi rondojev na cesti Celje Laško in ureditvi novega priključevanja na Lopati z 2 rondojema in novo cesto. Tema pogovora so bile tudi regijske kolesarske poti, konkretno kolesarska pot do Štor in naprej. Kar smo imeli odprtih stvari, smo izkušali danes zapreti in določiti tudi dinamiko nadaljnih postopkov. Župan je že omenil zlasti vzhodno obvoznico, pa tudi priključek Lopata. Ne povem, da se ministrstvo z obema projektoma že dalj časa ukvarja, pa tudi DRSI, tudi Dars, kar se Lopate tiče, in verjamem, da bomo lahko v kratkem času tudi ta 2 projekta zaprli. Kar se tiče vzhodne obvoznice, lahko pričakujemo, da bomo v naslednjem letu na podlagi študije variant, ki ta trenutek poteka, končno imeli določen, ključen, natančen potek omenjene trase in da bo to res pomembna razbremenilna cesta za središče Celja. Minister je napovedal tudi nadgradnjo in prenovo železniške proge Celje-Velenje in zagotovil, da bo Slovenskim okoljskim skladom opravil razgovor v zvezi s sofinanciranjem nakupa vozil na stisnjen zemeljski plin. Dela pri gradnji prizidka k obstoječemu objektu osnovne šole Hudinja tečejo po načrtih. Nekaj manj kot 2 milijona evrov vredna naložba bo tej največji celjski osnovni šoli prinesla prepotrebne dodatne prostore in učilnice. Občina pričakuje, da bo januarja prihodnje leto prejela sklep, s katerim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport projektu gradnje prizidka namenilo dober 1 milijon evrov, še slabih 400 tisočakov pa bodo prejeli iz nepovratnih sredstev spodbud Ekosklada. Gradnja dvonadstropnega prizidka k osnovni šoli Hudinja je v zaključni fazi. V notranjosti prostorov potekajo obrtniška dela, sočasno ob dovozni cesti urejamo parkirišča za dostavo otrok in za invalide, pred šolsko zgradbo gradimo plato in zaključujemo z izvedbo fasade. Pripravljamo dokumentacijo za tehnični pregled, ki naj bi bil prihodnji mesec. Nove, sodobne šolske prostore, ki bodo odpravili veliko prostorsko stisko, bomo namenu predali predvidoma do konca februarja prihodnje leto.
Osnovna šola Hudinja, ki jo v tem šolskem letu obiskuje 519 učencev, bo z novim prizidkom dobila 1453 kvadratnih metrov novih prostorov oziroma 12 novih učilnic, 5 novih kabinetov in ostale spremljajoče prostore. Imela bo resnično dobre pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Župan mestne občine Celje Bojan Šrot je z delegacijo obiskal prijateljski mesti Doboj v Bosni in Hercegovini ter Slavonski Brod na Hrvaškem. Slednjim je mestna občina Celje sporazum o prijateljstvu in sodelovanju podpisala leta 2010. Z bosanskim Dobojem, ki leži v Republiki Srpski, pa je Celje že leta 1965 podpisalo sporazum o pobratenju, ki so ga leta 2012 obnovili s podpisom sporazuma o obnovi pobratenja. V obeh mestih se je župan Šrot s svojima kolegoma Borisom Jeriničem, županom Doboja in Mirkom Dusparo, županom Slavonskega Broda, pogovarjal o največjih projektih, ki jih trenutno izvajajo v obeh mestih. V okviru obiska je Bojan Šrot otroke iz dobojskih osnovnih šol povabil na zimovanje na Celjsko kočo. Na to celjsko smučišče že vrsto let prihajajo osnovnošolci iz Slavonskega Broda, letos pa so celjski osnovnošolci preživeli teden dni v njihovem počitniškem domu na Hvaru. Občina Laško praznuje občinski praznik 7. novembra. Osrednjo slovesnost s podelitvijo priznanj so želeli pripraviti minuli petek, a so se zaradi epidemioloških razmer odločili, da bodo dogodek izvedli v ožjem obsegu zgolj v prisotnosti občinskih svetnikov in nagrajencev. Župan Franc Dolšek je tako podelil 9 kristalnih, 2 bronasta, 4 srebrne in 2 zlata občinska grba. Slednja sta prejela Slavica Šmerc in Vlado Marot. Letošnjo podelitev priznanj so v Laškem začeli s podelitvijo nazivov Naj prostovoljec v različnih starostnih kategorijah. Priznanja so prejeli Marija Kamenšek, Franc Rajh, Franc Hren, Danilo Krampušek, Blaž Pečnik in Jernej Stopar. Najuspešnejši zlati maturanti, ki so iz rok župana Franca Zdolška prejeli kristalne grbe, so Nik Hrastnik, Gaja Kolšek, Kaja Gričar, Urša Kodrin, Alen Cigler, Benjamin Jeraj, Laura Breznikar in Urška Plahuta. Kristalni grb pa je prejela tudi svetovna in evropska mladinska prvakinja v plezanju Sara Čopar. Letos je občina Laško podelila 2 bronasta grba. Za prizadevno delo pri urejanju javnih cvetličnih nasadov in zelenih površin ga je prejel Drago Hriberšek, za aktivno in prizadevno delo v krajevni skupnosti Laško pa Janez Pušnik Aleš. Eno veliko presenečenje, plus tega, ki takega nisem pričakoval, ker itak delamo to z dobro voljo in za ljudi in hvala lepa še enkrat vsem, ko so to opazili. Verjetno je to tudi motivacija, za naprej. Vsekakor zagon za naprej, tako da gremo naprej. Hvala. Letos so v Laškem podelili 4 srebrne grbe. Tomaž Jernejšek ga je prejel za izjemne športne dosežke, Zdenko Lipovšek za dolgoletno prizadevno delo v košarkarskem klubu Laško, Danijel Medved za uspešno delo na gospodarskem področju, Albin Simonič pa za zasluge na področju razvoja in popularizacije športnega plezanja ter urejanja športnih površin. Vsekakor je velika čast, vesel sem, konec koncev, da se tudi spoznalo tole delo, ki ga že tule okrog tega področja, ki je precej dolgo opravljam, da se nekako malo tudi spoznalo, da je to tudi zelo turistična, zanimiva zadeva in da lahko svoje znanje uporabljam. Meni je tudi čast imeti konec koncev športnike take in nisem vesel, da je to spoznano tukaj. Tudi pravzaprav je to eno priznanje vsej tej naši zgodbi o plezanju, se mi zdi. Za dolgoletno uspešno delo na področju šolstva je zlati grb prejela Slavica Šmerc. Za aktivno delo na družbenem in humanitarnem področju pa je prav tako zlati grb prejel Vlado Marot. Izjemno presenečenje, zaradi tega, ker se mi nikoli ni zdelo, da delam kaj posebnega. In če so drugi prepoznali, da je bilo to dobro, sem izjemno vesela in počaščena. Nisem računal na to, da ga bom že prijel, zato sigurno je bilo veliko presenečenja za mene, tudi strani tistih, ki so me nominirali, da so me že kar zdaj v bistvu dali to možnost oziroma so me predlagali.
tako da vsekakor sem počaščen, a ne. Sigurno pa sem, bom rekel, na taki poti, da če bo zdravje služilo, nimam še namena kar končati, še imam kar veliko načrtov, tako na humanitarnem področju, kakor tudi na kulturnem področju. Potem, ko so v letošnjem letu v Laškem zaključili kar nekaj pomembnih naložb, med njimi izgradnjo novega mostu čez Savinjo, tudi za prihodnje leto napovedujejo številne naložbe. V naslednjem tednu bomo podpisali pogodbo za izgradnjo športne dvorane v Rimskih Toplicah. Čakamo na sklep vlade za odobritev sredstev za izgradnjo kanalskega sistema v približno vrednosti 4 milijonov, sama športna dvorana 2 milijona. Pridobiti želimo čim hitreje tudi gradbeno dovoljenje za prizidek zdravstvenemu domu, katerega sama vrednost prizidka znaša okrog 4 milijone pa pol, in ga tudi umestiti v pridobitev sredstev za okrevanje po epidemiji. Potem največ poudarka pa prav gotovo moramo dati na protipoplavne ukrepe, nadaljevanje izdelave OPPN-ja za most v Zidanem mostu in pa napeti vse sile, da se čim hitreje nadaljuje gradnja mostu oziroma da čim hitreje država preide k realizaciji projekta Hrastnik Zidani most z deviacijo proti Laškemu. Celje, Pivovarna Laško in Trimo Trebnje sta se v 10. krogu rokometnega državnega prvenstva razšla brez zmagovalca. Za končnih 23-23 je 2 sekundi pred koncem zadel Aleks Vlah. Celjani tako ostajajo edino neporaženo in vodilno moštvo državnega prvenstva. Trebanjci na drugem mestu za njimi zaostajajo za točko. Glede na potek dogodkov je delitev točk najpravičnejši zaključek obračuna prvo in drugo uvrščenega moštva v letošnjem rokometnem državnem prvenstvu. Večji del srečanja so bili v rezultatski prednosti pivovarji, ki pa si več kot 2 golov prednosti niso uspeli priigrati. Celjani so imeli med tekmo neverjetne težave z izvajanjem 7-metrovk, saj so vseh 6 zapravili. V finišu tekme so bili bliže obema točkama Trebanjci, a je Aleks Vlah z golom 2 sekundi pred koncem tekme Celjanom zagotovil točko. Če bi mi kdo pred tekmo ponudil neodločil zdaj, ja bi ga sprejel z obema rokama. Mislim, da smo čez celo tekmo pokazali karakter, po kaj smo prišli in to na koncu tudi, bom rekel, deloma dosegli. Žal mi je tega na koncu gola, ker nismo malo odreagirali, malo bolj, bom rekel, jaz temu moško, agresivno, ampak to je šport, žoga je okrogla, to je rokomet in to je čar. Mislim, da je današnja tekma, bom rekel, pokazatelj, oziroma ne pokazatelj, je bila ta prava paša za gledalce in na koncu, bom rekel, temu ni zmagal, ampak je bilo neodločen, to je rokomet. Ja, nisem najbolj zadovoljen, nisem sploh zadovoljen. Prvi polčas sem začel slabo, drugi polčas 2 napake, ki se ne bi smeli dogajati, na koncu sem zabil ta zadnji gol, prišel do čistega šuta in hvala Bogu je bil gol. Neodločen rezultat na samem koncu, mislim, da je to najbolj realno na današnji tekmi. Enostavno cela tekma je bila izenačena, mi smo največ vodili z 2 razlike, nismo prišli do te situacije, da gremo na +3, ampak ljudi, jaz ko pogledam 6-7 metrovki zgrešeni, jaz mislim, da je to zgodovina, da nobena ekipa ni igrala neodločeno ali pa zmagala z 6 zgrešenimi 7 metrovkami. Pa plus 2 zgrešena šuta na prazen gol. Enostavno izvlekli smo se na koncu, vesel sem, to sem rekel malo prej, vesel sem, da je Tilen Strmjan pokazal še enkrat, da je velik kapacitet, da je velika prihaja počasi v dobrega igralca in mislim, da v prihodnosti Slovenija bo še dobila še zvrhnega playmakera. Celjski trener Alen Toskič ne pomni, kdaj bi kakšno njegovo moštvo zastreljalo vseh 6-7 metrovk na tekmi. Pa se bomo v ponedeljek cel trening ogrejemo roke pa streljamo 7 metrovk. V celjskem taboru je tokrat izostal pričakovani učinek vratarjev, saj je Vujović zbral 5, na drugi strani pa je izkušeni Celjan Aljoša Čudić 14 obramb. Ne vem, koliko je Vuja imel na obrambi na samem koncu, ampak rabimo pomoč. Brez vratarja, brez 15 obrambi na današnji tekmi ne moreš zmagati. Enostavno ne moreš, čuda je dober branil, itak smo mi njihovo obrambo reševali v 5 sekundah, ampak nismo enostavno imeli pomoč naših vratarjev in to se vidi na samem koncu.
kaj ne rečem, kapo dol Čudiću, igralec tekme. Na koncu pa sem vesel za to točko, ki smo jo izborili. Bom tako rekel, malo v šali, je bil že čas, da smo tudi malo golov ni pospremili, ampak ja, mislim, da je bil on že celo pripravljeno obdobje je bil pravi, imel ta občutek, ampak nažalost se mu je zgodila ta poškodba kolena, kjer je kar, bom rekel, se tudi ekspresno sicer vrnil za tiste evropske tekme, je malo pospešil, ampak ni bil pravi in tudi to ga je malo mučil, ampak zdaj vidimo že, bom rekel, zadnje tekme in tekme, ali pa v tedno je čedalje boljši in tudi on se to dokazal, da je, bom rekel, prava kvaliteta oziroma ta kvaliteta, ki nam lahko daje razliko. Po delitvi točk na derbiju Celjani ostajajo edino neporaženo in vodilno moštvo državnega prvenstva. Trenutno imajo točko prednosti pred Trebanjci. Malo so mi občutki malo zmešani, neodločeno, mi smo vsi skupaj želeli zmago, ko vemo, da smo dobra ekipa, ampak enostavno 6 grešenih 7 metrov, ki spet ponavljam, to pa je res katastrofa. In ostajamo neporazeni, ekipa je še enkrat pokazala karakter, da se vrnemo itak, ko so vsi mislili, da smo izgubili tekmo, ampak smo pokazali še enkrat, da smo na pravi poti. Celjane v naslednjem krogu čaka nov zahteven preizkus, saj bodo 4. decembra gostovali pri Gorenju. Moramo se pripraviti, mi smo se dobro pripravili na to tekmo, ampak res smo imeli danes smo enostavno. Jaz sem prej rekel, da bom naslednjo jezbo mogoče strelil 7 metrovke, če mi dovolijo, da oblečem dres pa da probam. 6 ne bom zgrešil sigurno. Trebanjci so v letošnjem državnem prvenstvu zaenkrat dosegli 7 zmag in 2 remija. Jutri dopoldne se bo delno zjasnilo, ponekod bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 8, v Alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 4 do 8, na Primorskem do 13 stopinj Celzija. V sredo bo precej jasno, zjutraj bo temperatura v notranjosti Slovenije večinoma pod ničlo, po nekaterih nižinah bo megla. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo na severovzhodu deloma sončno, drugod bo oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo občasno deževalo. Spremljali ste dogodke dneva na televiziji Celje. Hvala za pozornost. Prijeten ponedeljkov večer vam želimo. Nasvidenje.